Velikokrat se vprašamo, ali smo dovolj samozavestni in kako si izboljšati to zaželeno lastnost. Eden od načinov je, da prepoznamo in spremenimo način, kako se pogovarjamo sami s seboj. Se vam zdi čudno, da se pogovarjate s sabo? Vsi se. Temu rečemo samogovor in ta teče večinoma avtomatsko in nezavedno. Šele, ko se ga naučimo prepoznavati, pa ga lahko začnemo tudi spreminjati. Samogovor izhaja iz naših prepričanj, pravil in privzgojenih pogledov na življenje. Ima velik vpliv na naše vedenje in čustvene odzive. Na primer, čakate na prevoz in ta zamuja že 20 minut. Miselni tok gre lahko takole. Tega ne prenesem, da se mi čakati. Na živci mi grejo ljudje, ki neprestano zamujajo. Kakšen odnos pa sploh ima do mene? Lahko pa gre miselni tok takole. Okej, malo še počakam, gotovo ne zamuja za nalašč. Tele minute lahko izkoristim, poslušam glasbo, lahko se sprostim in si vzamem nekaj minut zase. V prvem primeru čutimo jezo, nemir, slabo voljo. V drugem pa smo neobremenjeni, morda občutimo celo sproščenost. V enaki situaciji imamo lahko popolnoma različne občutke. Gre za to, kako ocenjujemo dogodek in s kakšnim samogovorom si ga razložimo. Če povzamemo, kar si govorimo v določeni situaciji, oblikuje naše občutke in razpoloženje ter našo dejavnost obnašanje. Ta samogovor poteka hitro in avtomatsko, kar pomeni, da se ga ne zavedamo in ne opazimo. Dostikrat tako dobimo vtis, da zunanja situacija vpliva na to, kako se počutimo. Toda v resnici so naše interpretacije dogodkov in misli v situaciji tiste, ki v nas sprožajo določena občutja. V športnih, glasbenih ali drugih izvedbenih situacijah najpogosteje govorimo o 5 vrstah samogovora. Namenjen je lahko popravljanju slabih navad, kontroli pozornosti, modifikaciji aktivacije, kontroli čustev in razpoloženja in ohranjanju samospoštovanja in izboljšanju samozaupanja. Enostavno je povedano, samogovor je namenjen spreminjanju razmišljanja, ustavljanju neučinkovitih misli in obračanju misli iz neprijetnih, neučinkovitih na prijetne, učinkovite ali pa vsaj nevtralne. Kadar uporabljamo funkcionalen samogovor, izzovemo prijetna čustva, samozaupanje in zvišamo možnost za dober rezultat. Neučinkovit način razmišljanja pa je, ko si dopovedujemo, da nismo v redu, da nečesa ne zmoremo, kar bo izzvalo neprijetna čustva, slabo voljo, jezo ali pasivnost. To pa bo znižalo našo samopodobo in slabo vplivalo na rezultat. Opazili boste tudi, da pogosteje uporabljava izraz učinkovito in neučinkovito razmišljanje, namesto izrazov pozitivno in negativno razmišljanje. Ta dva izraza sta včasih namreč preveč poenostavljena in se pogosto ne ujemata z realnostjo. Tako misel ne morem tega narediti. Včasih pomeni realno oceno naših zmožnosti in tako pravzaprav predstavlja učinkovito razmišljanje. V nadaljevanju vam bova predstavili tehniko, s katero lahko neučinkovito razmišljanje spremenimo v bolj primerno, bolj učinkovito. Najprej je potrebno neučinkovit samogovor prepoznati. To lahko naredimo na 3 načine. Prvi je premišljevanje. Razmislimo o tem, kdaj so se pojavljale neučinkovite misli, kakšna je bila njihova vsebina, kakšne so bile okoliščine dogodka ali se pogosteje pojavljajo ene in iste misli. Lahko si pomagamo s predstavljanjem. Zamislimo si neko situacijo, jo podoživimo in smo posebej pozorni na misli, ki se pojavljajo ob podoživljanju. Tretji način pa je, da zapisujemo. Takoj, ko pri sebi opazimo neučinkovito misel, jo zapišemo na list papirja. Spreminjanje nefunkcionalnih misli v učinkovite, funkcionalne poteka tako, da se najprej ustavimo in posvetimo pozornost našim mislim. Opazujemo jih, kot bi opazovali besede na papirju. Ko smo te misli prepoznali, jih je treba nekako zaustaviti. To najlažje naredimo z besedo, frazo, stavkom ali pa neko predstavo. Primerna gesla so na primer dovolj, nehaj, ni res. Če pa smo bolj vidni tip, si lahko recimo predstavljamo rdeče luči na semaforju ali stop znak.
Temu sledi trenutek odmora, kratka preusmeritev pozornosti, morda samo srednje globok vdih in rahlo podaljšan izdih. Potem pa poskusimo na situacijo pogledati od zunaj, saj kadar misli na nas vplivajo neugodno, smo najverjetneje usmerjeni na rezultat namesto na nalogo. Misli na to obrnemo. Obrnjena misel pa ni nasprotna neustrezni, temveč se osredotočimo na nalogo, izvedbo. To pomeni, da smo pozorni na konkretno nalogo, ki je pred nami. Naprimer, tekač se ujame, kako razmišlja takole. Ta trening je slab, to ne vodi nikamor. Reče si, nehaj, dovolj. Torej zaustavi svoj neučinkoviti miselni tok, naredi srednje globok vdih in izdih in si nato v mislih reče, pazi na tempo, dihaj, kot je dogovorjeno. In se usmeri na to, da recimo 3 korake vdihuje, 3 pa izdihuje, kot je bila naloga za ta del treninga. Pri obračanju misli je dobro biti pozoren tudi na to, da so včasih tisto, kar smatramo za negativne, neučinkovite misli, pravzaprav dejstva. Če se s kakšnim soigralcem oziroma sonastopajočim ne razumete, to ni neučinkovita misel, temveč dejstvo. Takšne misli se ne splača obračati dobesedno na način, z njim se dobro razumem. Dejstvo si je treba priznati in obračanje takšnega razmišljanja naj gre nekako takole. Res se z njim ne razumem, vendar to ni nič hudega, saj ne vpliva na moj trening oziroma vadbo. Ali pa, ko ste na zaključnem turnirju, avdicijskem nastopu in niste dobro pripravljeni, ter bo poraz oziroma slab nastop pomenil izpad iz lige ali nadaljnega izbora, misli, kaj pa če mi ne uspe, ni smiselno obračati na način uspelo mi bo, ker je realno mogoče, da ne zmagate ali slabo opravite z nastopom. Bolje je razmišljati v stilu. Osredotoči se na izvedbo, o posledicah bom razmišljal pozneje. Ali pa, predvsem je pomembna dobra izvedba, to lahko nadzorujem. Smiselno je upoštevati tudi, da naši možgani niso dobri v prepoznavanju negacij. Če vam rečeva, ne razmišljajte o roza slonu. Na kaj ste pomislili? Katera slika se vam je prikazala v mislih? Zelo verjetno prav roza slon, o katerem pa naj ne bi razmišljali. Tako bodite pri obračanju misli pozorni, da obrnjena misel ni samo prepoved ali negacija izvorne misli. Primer je recimo obračanje iz zanič sem, zadev nisem niti enega prostega meta v prvi četrtini, ne zgreši prostih metov v drugi četrtini. Misli raje usmerimo v to, kaj konkretno moramo narediti, da bomo pri metanju prostih metov oziroma igranju v ustreznem tempu uspešni. V prilogah poglavju boste našli preproste vaje obračanja misli, s katerimi lahko predstavljeno tehniko zvadite in uporabite na lastnih primerih.